Ko so prišli blizu Jeruzalema do Betfage in Betanije v Bolski gori, je poslal 2 izmed svojih učencev in jima rekel: Pojdita v vas, ki je pred vama. Takoj, ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedel noben človek. Odvežita ga in pripeljita. In če vam kdo reče, zakaj to delata, recita, Gospod ga potrebuje in ga bo takoj poslal nazaj sem. Odšla sta in našla oslička privezanega pri vratih zunaj ob cesti ter ga začela odvezovati. Nekateri izmed tistih, ki so tam stali, so jima rekli: Kaj delata? Zakaj odvezujete oslička? Odgovorila sta jim, kakor je rekel Jezus, in so jo pustili. Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja plašča in sedel je nanj. Veliko ljudi je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih. Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim, so vzklikali: Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja, Hozana na višavah. In prišel je v Jeruzalem, v tempelj. Skrbno si je vse ogledal in ker je bilo že pozno, je z 12 odšel v Betanijo. Ko so šli naslednji dan iz Betanije, je bil lačen. Oddaleč je zagledal smokvino drevo, ki je imelo listje. Šel je pogledat, če bi morda kaj našel na njem. Prišel je do njega, pa ni našel drugega kot listje. Ni bil namreč čas za smokve. Tedaj mu je rekel: Naj od tebe nikoli več nihče ne je sadu. In njegovi učenci so to slišali. Prišli so v Jeruzalem. Stopil je v tempelj in začel izganjati tiste, ki so v templju prodajali in kupovali. Menjavcem denarja je prevrnil mize, prodajalcem golobov pa stol. In ni pustil, da bi kdo karkoli nesel skozi tempelj. Učil je in jim rekel: Ali ni pisano? Moja hiša naj se imenuje hiša molitve za vse narode. Vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo. Ko so to slišali veliki duhovniki in pismouki, so iskali način, kako bi ga umorili. Bali pa so se ga, ker je vse ljudstvo strmelo nad njegovim naukom. Ko se je zvečerilo, je odhajal iz mesta. Ko so šli na vse zgodaj mimo tiste smokve, so videli, da se je posušila do korenin. Peter se je spomnil in mu rekel: Rabi, poglej, smokva, ki si jo preklel, se je posušila. In Jezus jim je odgovoril: Imejte vero v Boga. Resnično povem vam, kdor bo rekel tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje, in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Zato vam pravim, za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. In kadar vstanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke. In spet so prišli v Jeruzalem. Medtem ko je hodil po templju, so prišli k njemu veliki duhovniki, pismouki in starešine in so mu rekli:
kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast, da to delaš? Jezus pa jim je dejal: Vprašal vas bom neko stvar. Odgovorite mi in povedal vam bom, s kakšno oblastjo to delam. Ali je bil Janezov krst iz nebes ali od ljudi? Odgovorite mi. Sami pri sebi so mislili in govorili: Če rečemo iz nebes, bo rekel, zakaj mu torej niste verjeli? Ali naj rečemo od ljudi? Bali so se ljudstva, kajti Janeza so vsi imeli za resničnega preroka. Zato so odgovorili. Ne vemo. In Jezus jim je rekel: Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.